Gospod Jurkovšek, kako ste zastavili knjigo Podobe geološke preteklosti? Ja, knjigo sva zastavila s hčerko nekje po 30 letih prve knjige Fosili Slovenije, ki je šla pri Didakti v prejšnjem stoletju še. Gre pa za knjigo, ki je zanimiva predvsem zato, ker nudi nek sprehod skozi geološko preteklost Zemlje, ampak tudi s posebnim poudarkom na Slovenijo. Tu je pristopil tudi Geološki zavod k sozaložništvu in knjiga pomeni nek sprehod skozi teh prav osnove geologije, od tega, kaj pomeni paleontologija, kaj pomeni, kako fosili nastanejo, kaj nam fosili povedo, pa vse do začetkov Zemlje, začetkov ustvarjanja zemeljske skorje, pa tja do antropocena, se pravi najnovejše dobe, ki jo zaznamujemo ljudje, geološke dobe. No, v knjigi je precejšnja pozornost namenjena tudi Zasavju. Zakaj? Ja, Zasavje je geološko verjetno eno najbolj zanimivih prostorov v Sloveniji. Gre sicer predvsem za kamnine, ki so vezane tudi na premogišča v tem prostoru. Gre za kamnine, ki so iz novega zemljinega veka, se pravi kamnine, ki vsebujejo fosile, ki so že na moč podobne današnjim organizmom. Najdemo jih pravzaprav povsod. V rudniških plasteh, najdemo jih v plasteh nad premogom, najdemo jih tudi v kamnolomih bližnjih, ki so izkoriščali surovino za cementarno in proizvodnjo apna. Tako da v bistvu vse te kamnine in premog vsebujejo množico fosilov, konec koncev je premog so okamneli ostanki nekdanjih rastlin, ki so nastale na tem prostoru. Kaj pa ti fosili kažejo o življenju včasih na tem območju? Ja, fosili so tako kot črke v neki knjigi, ne. Iz njih paleontologi in geologi sestavljamo besede in zgodbe o geološki preteklosti. Recimo, povedo nam, kdaj in kako so nastajale premoške plasti v Zasavju. Vemo, da je to staro 30 milijonov let, da je nastanek premoga sega 30 milijonov let nazaj, da je to nastajalo na nekem obrobju nekega morja, imenovanega Paratetida, ki bi lahko danes, ki mu je kasneje sledilo tisto Panonsko morje v mlajših dobah. In voda je bila sladka, močvirna okolja, ki so se počasi posedala, in iz rastlinskih fosilov so nastala ogromna ležišča tega premoga na celotnem Zasavju. Seveda pa tisto, kar najdemo v kamnolomu Plesko, recimo, je dosti mlajše. Te kamnine so stare le 15 milijonov let. V geologiji le pomeni, da je to milijon let, ne pomeni kaj dosti. In so polne školjk, morskih ježkov, polžev in drugih organizmov. Vmes se najde tudi kak zob morskega psa. In tako da tudi te fosili povedo marsikaj o okolju. Morje je bilo plitko, toplo in se pravi povsem drugačno kot v teh 30 milijonov let starejših plasteh s premogom. Kakšna je bila flora in fauna tistega časa? Flora in fauna tistega časa je bila nekoliko toplejša, ker smo v krovnih plasteh premoga našli tudi liste palme, ne. Bilo je pa sama biomasa, ki je dajala osnovni material za premog, pa je v tej biomasi so pa prevladovali predvsem taksodijevke, se pravi močvirske ciprese, in pa najdejo se javori in podobne stvari. Seveda pa v tem okolju je bilo tudi precej živali. Smo našli zobe antrakoterijev, včasih smo jim rekli tudi močvirske svinje, čeprav so bolj sorodniki tapirjev. In
V tem času se je nabralo ogromno fosilov, tudi metode so bile bolj počasne. Odkopne metode so bile bolj počasne, zato so rudarji nosili fosile ven iz jame, ki so potem pristali v številnih muzejih širom po Evropi. Veliko sem jih videl v muzeju Dunajskega geološkega zavoda, potem v muzeju v Brnu in drugod po Evropi. Vi ste veliko delali tudi v Zasavju na teh področjih, kje največ? Ja, če bi tako rekel, največ je bilo fosilov najdenih prav v dnevnih kopih, tega danes ni več, to so zaraščeni dnevni kopi tam nad Hrastnikom, Blata ali pa tudi to okrog Trbovlj, Ojstro in podobno. Zelo veliko fosilov je bilo, to so pa morski fosili, je bilo pa v kamnolomu Lafargea v Pleskem. Tako da, ker je šlo za odprte velike površine in je bil dostop do teh makrofosilov dosti lažji, ne. Katera je bila najdba, ki je po vaše najbolj nevsakdanja in pa najbolj zanimiva? Ja, glede najdb iz preteklosti, recimo so zelo zanimivi oklepi želv mehkoščitk iz rodu Trionyx. Teh je bilo kar precej. Se pravi, takrat, ko smo jih začeli odkrivati, smo bili zelo presenečeni. V glavnem gre pa za arhivske primerke, ki so se našli po muzejih. Te oklepi so bili dolgi tudi po pol metra in so bili neposredno v premogu so ležali. Potem zelo zanimivo so bile ribe, to so rudarji neprestano prinašali z rudnika razne rastline. Verjetno najbolj nas je pa presenetilo skoraj najdba ptičjega peresa, recimo, ker to so razmeroma redke najdbe v dnevnem kopu, mislim, da Blate, pa še kaj bi se našlo. Verjetno ste povezani nekako z Zasavjem tudi zaradi tega. Se še najdejo fosili, še danes kje? Ja, seveda se najdejo. Pravzaprav, veste, vse te kamnine, ki so nekje nastajale v vodnem okolju, podobnem kot je bilo ali močvirje, jezero, morje, vse vsebujejo fosilne, praviloma vse vsebujejo fosilne ostanke, ker konec koncev so to tudi vodilo nam geologom pri izdelavi geoloških kart. Najdemo jih lahko pravzaprav v vseh teh kamninah okoli Trbovlj. Morda ne v teh izdrobljenih dolomitih, ki jih vidimo tamle sredi Trbovlj v kamnolomu, ampak v teh plasteh, ki so blizu premoških plasti, pa recimo teh kamnolomih Plesko, tamle pri Zagorju in tako naprej. Tam pa so fosili zelo pogosti in nekoliko bolj podroben pogled pokaže takoj to bioto. Gospod Jurkovšek, najlepša hvala za pogovor in še večja hvala za to, da ste odkrili še en del zgodovine Zasavja bralcem, ki bodo vzeli vašo knjigo v roke. Prosim.